je eleganten, dobro zgleda, ampak počakajte, da vidite, kako se pelje. Nasprot Volva pa Range Rover in njihova najnovejša zadevščina, ki se imenuje Velar. Zdaj pa da jaz razložim, kam točen ta avto v celi njihovi paleti paše. A veš, da ne bo prehude zmede, bom čisto poenostavil. Ta najmanjši je Evoque, potem je bil za njim Range Rover Sport, na koncu pa še ta velik, ta Big Kahuna, ta glaven Range Rover. Tale avto tukaj se bo pa umestil točno med Evoquea pa med Sporta. To govorim predvsem mersko. Je pa 5 sedežnikov, nasprotju s Sportom se 6. pa 7. sedež ne bo dal doplačati. Če mene vprašaš, je zelo cool detalj kluka. Vidiš, kako se skrije not v karoserijo, pa pa enkrat ven potegneš, pa zgleda točen takole. Ampak če je ta avto skoraj toliko velik, ker Sport je pa med njima vseeno ena bistvena razlika. Ta avto je po zasnovi, kar se tiče podvozja, pa tudi tehnike, veliko sodobnejši, predvsem je pa kar 300 kg lažji. In Britanci so obljubili predvsem eno stvar. Ta avto bo raven zaradi tega, ker je toliko lažji, na cesti čisto drugo pesem pel. V bistvu pravijo, da ja, je eleganten, dobro zgleda, ampak počakajte, da vidite, kako se pelje. Jaguar je pa poleg svoje uveljavljene flote pokazal tole oranžno zadevo. Imenuje se I-Pace Concept, gre pa za koncept, ki prikazuje, v kakšno smer Jaguar gleda, kar se tiče električnih avtomobilov. V tem primeru gre za zelo atraktivnega, pa razmeroma nizkega 4-sedežnika, ki ne bi imel 2 elektromotorja s skupno močjo 400 konjev, pospeškom do 100 v okroglih 4 sekundah, za doseg pa pravijo, da ne bi znašel nekje med 300 pa 500 km. In ker se Jaguarja tiče, je to, gremo mimo Volvota, malo na obisk Francozov. Kaka gužva, stari. Zdaj smo pri Peugeotu in če vas je kdaj zanimalo, kako njihov levček zgleda v 3D podobi, no, takole. Drugače pa mislim, da so pri Peugeotu še danes utrujeni od proslavljanja dejstva, da je njihov 3008 postal evropski avto leta, ampak to ni avto, zaradi katerega sem jaz zdaj sem prišel. Tale pa je. Gre za Peugeot Instinct Concept in že na prvi pogled je tak, no, ne vem, zelo upadljiv. Veš, v tem primeru gre v bistvu za enega takega zelo očitnega shooting breaka, ki pa v ospredje postavlja predvsem avtonomno vožnjo. Pa še ena stvar je zelo pomembna pri tem avtu, Peugeot v povezavi z njim v ospredje postavlja predvsem internet in pa tako uspešno simbiozo med vozilom in pa uporabnikom, kar se tega tiče. Drugače ta koncept priključen hibrid s tam okrog 300 konji, ampak point vsega je pa to, da se popolnoma prilagaja vozniku oziroma uporabniku. Recimo ponuja več načinov upravljanja, en je recimo Drive Boost, ta je bolj za športno vožnjo, pa Drive Relax za bolj relaksirano. Če pa prestaviš v avtonomni način, pa se pa volan umakne v armaturko, umakne se tudi stopalka za plin, tako da ima voznik oziroma uporabnik res vso svobodo biti v easy. Citroen je pa tukaj pokazal tale avto, CR Cross Concept. Gre za konceptno vozilo, ampak napoveduje serijski avto. A veš, gre za to, da bo C3 Picasso, to je tisti malček, ki ga vsi poznate, presedlal iz navadnega malega enoprostorca na tako malo bolj SUV varianto. In serijski avto ne bi v salone oziroma na ceste prišel že letos, ampak mislim, da bo proti koncu leta. Kar se pa tiče dizajna, jaz mislim, da je očitno, da ta avto velikenih potez vleče od C3-ja, pa od Cactusa, pa vidiš tudi Airbumps ima tam spodaj, tako da mislim, da bo s tem opremljen tudi serijski avto. Pa veš, kaj je še značilno za Citroen, ne? Vedno se morajo malo pohvaliti pa omeniti svojo dominanco v VRC-ju. No in kjer je Citroen prav nikoli ni delač, tudi DS, pokazali so pa tale avto DS7 Crossback. Če koga zanima ta avto, bo prišel na ceste januarja 2018. Če koga zanima ta avto, bo na ceste prišel januarja 2018. Tisti trik z žarometi, ki sem ga pokazal, je pa čisto resna zadeva. Ti se bojo namreč prilagajali glede na hitrost vozila, glede na v katere vrste zavoje bo šel, pa tako naprej. Skratka, obračali se bojo. Ni sam trik za avtosalon.